Splošna avdienca papeža Frančiška 28. oktobra je bila medverska. Na njej so bili namreč prisotni tudi predstavniki drugih ver, ki se udeležujejo simpozija ob 50. obletnici koncilske izjave o odnosih katoliške cerkve do nekrščanskih veroizpovedi. Papež je v katehezi spregovoril o sporočilu te koncilske izjave, ki je še vedno aktualna. Plamen, ki je bil prižgan v Asiziju, se je razširil po vsem svetu in predstavlja trajno znamenje upanja, je dejal Frančišek in nato spregovoril o razvoju odnosov med kristjani in Judi. Brezbrižnost in nasprotovanje sta se spremenila v sodelovanje in dobrohotnost. Namesto sovražniki in tujci smo postali prijatelji in bratje. Koncil je z izjavo Nostra Aetate začrtal pot da odkrivanju judovskih korenin krščanstva, ne v vsaki obliki antisemitizma in obsodba žalitev, diskriminacije in preganjanja. Medsebojno poznavanje in spoštovanje predstavljajo pot ne samo za odnose z Judi, ampak tudi za odnose z drugimi religijami, je bil jasen papež in pri tem posebej izpostavil muslimane. Dialog, ki ga potrebujemo, mora biti odprt in spoštljiv, le tako lahko obrodi sadove. Medsebojno spoštovanje je pogoj in hkrati cilj medverskega dialoga. Spoštovati pravico do življenja, do fizične integritete, temeljnih svoboščin, torej svobodo vesti, misli, govora in vere. Zaradi nasilja in terorizma se je razširila sumničavost do religij ali celo njihova obsodba. Papež je priznal, da nobena vera ni imuna na fundamentalistične odklone posameznikov ali skupin, a treba je gledati na pozitivne vrednote, ki jih religije živijo in predlagajo in so vir upanja. V tem smislu dialog lahko prinese tudi sodelovanje na številnih področjih, predvsem pomoči revnim, ostarelim, sprejemanju migrantov in odrinjenih. Quanto al futuro del dialogo interreligioso, la prima cosa che dobbiamo fare è pregare. Za prihodnost medverskega dialoga moramo najprej moliti tudi drug za drugega. Brez Gospoda namreč ni nič mogoče, z njim pa je mogoče vse. Con lui tutto lo diventa. Possa la nostra preghiera, ognuno secondo la propria tradizione, da bi naša molitev, vsak v skladu s svojim izročilom, lahko v polnosti sprejela voljo Boga, ki želi, da bi se vsi ljudje prepoznali kot bratje in tudi živeli, s tem pa oblikovali veliko človeško družino v urbanosti različnosti. Formando la grande famiglia umana nell'armonia delle diversità. Ob sklepu avdience je papež vse povabil k molitvi in pomoči žrtvam potresa v Afganistanu in Pakistanu.